še ena oddaja MKC TV. Tukaj z vami sva reporterja Starina Sebastian in pa moja kolegica Hermina. No, Sebastian, ti si tukaj bolj domač, kaj se dogaja tukaj sploh? Tukaj se dogaja neka prireditev, ki se ji reče West se vrti na zahod. Na tem žuru so nastopajoči dve znani slovenski skupini, ki se imenujeta Rdeči baron in pa V redu, pa še plesna skupina in naša prijateljica zadaj, Saša Grdej. Z nami v gostih je Saša Grdej, znana slovenska napovedovalka. Povprašali bomo potem, kaj si ona misli o novomeški rock sceni. Zaenkrat si mislim še zelo malo, zato ker praktično ne poznam novomeške scene. Ni video godba, tudi video noč ni, še manj bobenček, ampak je MKC TV Novo mesto. Zanima me, kaj misliš o današnji prireditvi? Škoda, takih prireditev ni več, ne? Pa preveč je klopi teh, mislim, od sprede. Ker narod bi se raje postavil od sprede, ne? Preveč je klopi, malo preveč je klopi, ne? Z nami sta člana skupine V redu. Me zanima, kaj ti misliš o današnjem špilu, sploh o naši novomeški publiki. Jaz sem bila danes zelo zadovoljna, zelo presenečena nad Novim mestom. Zdi se mi, da ima eno tako pozitivno, mladostno energijo in tak zanos. Lepo mi je bilo. Skratka, pozitivni vtis. Ja, zelo. Roberto, Goli, Roberto Magnifico, še tvoje mnenje me zanima. Sploh celotna turneja je zelo naporna. Naporna. Moraš priznati, da je res. Kaj pa misliš o novomeški publiki? Si zadovoljen z odzivom občinstva? Odlično. Rad imam lepo Krko, po njej včasih veslam. Definitivno sem seks simbol. Definitivno sem seks simbol. Tu smo že danes videli, ker so bile punce malo mokre v prvih vrstah, ne? Definitivno sem seks simbol. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za intervju. Sicer malo kratko, ampak jedrnato. Upam, da se še kdaj vidimo v Novem mestu. Absolutno. Definitivno sem seks simbol. Definitivno sem seks simbol in rad gledam MKC TV. Še Ana, šefica skupine Stil, še tvoji vtisi me zanimajo glede novomeške publike in pa glede celotne turneje. Je takole, prvo sem
Novomeščanom, lep pozdrav. Veseli nas, da smo ponovno tukaj, v Novem mestu. Danes je bilo super, resno, krasno. Tukaj v Novem mestu že dolgo ni bilo kakšne take konkretne prireditve in tako bi rekel, želim ti še veliko uspeha s tvojo skupino in pa nasploh tudi uspeha v privatnem življenju. Hvala, Sebastian. Lep pozdrav vsem. Z nami je še nekdo od znanih Slovencev, Sašo Hribar. Kaj ti misliš o vsej prireditvi danes? Jaz zadnje čase tako slabo razmišljam, da mi dela samo še hrbtenjača, diham, jem, voham, kaj več pa že težko. Skratka, zadovoljen si z nami Dolenci. Ja, veš, zadovoljen sem, ampak veš, tu je človek, ki ima srce, mora biti zadovoljen, veš. Ker je ten liter vina spije, pa je pa v redu, ne? Liter vina, pa še onga, veš, ne veš, kako je to. Zdaj bi te pa prosil, da se vrnemo k eni malo resnejši temi. Vsa ta turneja, ki jo imate po celi Sloveniji, ta promocija, ali je zelo naporna? To je vse skupaj čuden, meni se zdi zelo čuden, ne. Meni je naporno Smrtnice brati recimo na radio, to je grozno naporno. Kmetijski nasveti, če jih ne razumem, recimo Pantekan, Bajleton, pa sistemski fungicidi, tudi ene stvari nisem razumel, ne. Moram pa brati, pa recimo naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo, če ne poznam ljudi, ne. A veš, ko moram biti zelo prijazen. Mama Frbežarjeva bo 60. rojstni dan praznovala, vnuki 60 poljubčkov pošiljajo, starši pa za hip odložila delo. A veš, in potem se jaz predstavljam, ne, kako štrika tam, pa naenkrat odloži delo, ne, sam za hip pa spet štrika naprej. To je pa malo težje. Skratka, vso to stvar si vzel verjetno kot zabavo. Ja, sej mislim, vse mora biti zabava, ne. Vse je poskus, vse je eksperiment, vse je zabava. Ker te ne zabava več, nehaš, ne. Kaj vem, mogoče naslednji teden si želel avtokleparstvo imeti. Bom šel v poklicno šolo, sem izučil, potem sem pa zabaval, avtomobile razbijal pa klepal, ne. Odvisno pač, koliko bo, ne. Naši tako imenovani južni brati imajo en dober pregovor, ki pravijo, samo jednom se živi. Se pravi, je treba vse stvari tako nekako vzeti, ne? A seveda, mi pravimo samo jednom se živi, a hoćeš noćeš reset. To je čista resnica. Kaj smo? Takšni smo. Južni brati se. V tom slučaju južni brati. Sašo, jaz se ti najlepše zahvaljujem, ker si odgovarjal za naše MKC TV in ti želim še veliko enega konkretnega pravega uspeha med nami Slovenci in med južnimi brači. A jaz bi pa zelo rad vas, gospodična, pozdravil. A ja, vi mama me tudi gledate, dobro, še vam en lep pozdrav. Živijo. Z nami sta izvršni producent in pa njegov kolega in povprašali bomo, kaj si ona dva mislita o vseh teh naših prireditvi, o tej zabavi, ki se je dogajala tukaj v Novem mestu in pa nasploh v celi turneji, ki se izvaja po celi Sloveniji. Ja, jaz mislim, da ta predstava tukaj v Novem mestu je bila ena boljših, predvsem folk je bil eden boljših, zelo so se dobro odzivali, skratka, zelo so žurirali, ker je bilo blazno dobro. Kaj vi mislite o vseh teh stvareh, pa še to, koliko se splača ta reklama? Ker mi želimo, v tem, ko smo v letošnjem letu na naš trg, našemu trgu ponudili novo cigareto, to je cigareta Vest. Ob tej cigareti z ustreznim programom povedati mladim, da je cigareta Vest drugačna od Marlbora, da je cigareta Vest cigareta mladih. Mladi kadijo, tako ali drugače. Mi ne vplivamo na to, da bi se mladi odločili, da bi kadili. Mladi se sami odločajo. Zdaj bomo pa še našega sodelavca Ferota vprašali, kaj on misli o kompletni prireditvi in o namenu te prireditve. No, večer je bil kar prijeten, prav, ker je nastopil Sašo Hribar in sigurno je Sašo Hribar ena ta glavna faca zdaj v Sloveniji. Drugače so pa nastopili tudi v redu, ansambl v redu, so pa stvari tle, ki so v redu, pa ki niso v redu. V redu je tudi, da je nekaj nalog, ki že dolgo ni bilo, vemo, kdaj ni bilo in zakaj ni. Kar pa ni v redu, je pa recimo, da ena tobačna firma reklamira Vest, se pravi reklamira cigarete. Jaz bi bil bolj zadovoljen, če bi recimo alpsko mleko, da bi bil recimo Ljubljanske mlekarne, da bi bile sponzor tega večera, bilo se mi zdi dosti bolj primerno za tole mladino, ki ob pogledu na tiste ta veliki ekran
ko mladi fantje prižigajo cigarete in zbujajo tem mladim ljudem, sle po kajenju, se mi zdi, da to ni čist v redu. Zelo kdo rekel, da samo moraliziram, to se zna tudi v številkah pokazati, ti ljudje bojo mrčken kašljali, pa tudi naša država bo imela malo več stroškov s temi ljudmi. V redu. Rada kadim cigarete res, so dobri. In pol, zjutraj, ko se zbudim, kaj se vem, enkrat dopoldne se zbudim, ali popoldne, pa ful kašljam. In pol začnem še enkrat zvečer nekaj kašljati, pol spet začnem kaditi, nekaj grem ven. Pa še kašljam, ko vmes požgem. Če ne boste vi gledali MKC TV, te oddaje ne bo gledal nihče.